Lepo pozdravljeni. Bom kar sam najprej nekaj besed povedal, oziroma da je prijateljica, kolegica dr. Ignacija pridi danes tudi v še eni dodatni vlogi. Najprej bi vas res vse lepo pozdravil na tem popoldanskem dogodku, ki je izjemno dragocene narave. Rad bi pozdravil najprej seveda sorodnike, gospe Angele Gerš-Jontes, profesor dr. Mirko Koželj, kardiologinja, tudi predsednica sveta stranke Gibanje Svoboda. Niste vi ga? Zdravstvenega sveta. A je zdravstvo? Joj, to vse že človek zameša. Ampak v vsakem primeru seveda predvsem profesorico in ugledno kardiologinjo. In pa gospoda Medelja, ki je pa fizik, kot je povedal, in bo tudi kasneje mogoče ubudil kak spomin druge vrste na gospod Angelo. Rad bi povedal mogoče samo nekaj kratkih besed, kako je do te nenavadne in izjemno zanimive knjige, ki se kaže tudi v odzivih zadnjih dni prišlo. Namreč do nas so slučajno prišli spomini Petra Božiča iz 50 let in od teh spomini, ki so se skrivali v nekih letih, je bila omenjena tudi Angela Gerš-Jontes, kako poseda s Karlo Bulovec, ženo Ivana Mraka in z drugimi nekaterimi nenavadnimi damami v kavarni hotela Union in da so mladi pisatelji tistega časa, torej rojeni recimo okrog leta 30, zelo cenili njeno pisanje objavljeno v literarnih revijah izpred vojne, časov izpred vojne, torej v različnih revijah, tako liberalnih oziroma levo-liberalnih kot katoliških. In da so zelo cenili kot pisateljico drugačnega sloga, kot je bil takrat modni, da tako rečem. Me je dalo to misliti, malo sem takrat začel spraševati starejše kolege, akademike, nihče kaj dosto nje ni vedel, moram priznati, nekako zelo površno. Knjigo smo naročili preko Boke, ampak jaz takoj nisem imel časa za branje in sem dal knjigo Maji, ženi, ki je tudi zelo dobra bralka, zelo lucidna, pri teh se rekel, daj ti mogoče najprej preberi, da vidimo, kaj to je, ne. No, Maja prebere knjigo, je bila blazno navdušena in takrat mi je že bilo jasno, da bo to verjetno res zelo zanimiva knjiga, ki se pač na Majino mnenje tudi zelo zanesem. Sem sam prebral, bil navdušen in tudi ostali sodelavci na založbi z veliko pozornostjo za zadevo vzeli kot svojo, da tako rečem. In res sem vesel, da je knjiga danes zunaj, da so novi bralci, nove bralke, ki jo berejo, da so tudi zelo zanimivi odzivi. In zelo sem vesel, da smo danes na Slovenski matici, ki je za Angelo Gerš-Jontes posebej povezana v zgodovinskem smislu in da je z nami doktorica Ignacija Pridi-Jac, glavna urednica, glavna tajnica Slovenske matice, tudi ona prva ženska na tej funkciji v zgodovini te ugledne ustanove. In zelo sem vesel, da danes kažemo vsem tudi eno, res moram reči, odlično sodelovanje med Peretrino in Slovensko matico, ki poteka že dalj časa, zlasti seveda po prihodu Ignacije na to mesto. In zelo se veselim, če bo res rokopis, očitno obstaja rokopis en izgubljen, če bo matica to drugo leto ali pa v naslednjih 2 letih lahko izdala in če bomo kakorkoli se lahko tudi pri tem pomagali z naše strani. Hkrati bi se zahvalil tudi vsem ostalim gostjam današnjega dogodka, dr. Katji Mihurko-Poniš, izjemni poznavalki ženskih pisav v Sloveniji, ki mislim, da se tudi v zadnjem času z eno posebno strastjo ukvarja z gelčke, da gre za neke vrste arheologijo, raziskovanja spomina na to pomembno avtorico. Zahvalil bi se dr. Ireni Selišnik, ki se prav tako ukvarja z ženskimi usodami v historičnem kontekstu in pa odlični mladi novinarki Klari Širavnik, ki nas bo peljala skozi današnji večer. Še enkrat hvala vsem, gre za na videz majhen, pa vendarle izjemno dragocen dogodek. Hvala lepa. Tudi v mojem imenu vsem lepa hvala za prihod. Moje sogovornice smo že kratko predstavili. Pomembno je to, da vsaka pisateljica, ki je ostajala doslej
po krivici neodkrita, posega skozi svoje področje, pa skozi neko svojo optiko. In zato se bomo, mislim, danes kot nek ultimativen cilj tega dogodka potrudili Kate Šjontes predstaviti v prvi vrsti kot literatko, kot ustvarjalko in jo morda iztrgati tudi iz nekaterih izkrivljenih resnic, katere je bila postavljena in v senci katerih ne sme ostati. Tako da bomo pravzaprav res v spredje postavili njeno delo, ker tako mora biti. Konec koncev edini razlog. Kot avtorica je bila, kot že rečeno, dolga leta potisnjena v ozadje. Njena dela so spala tam nekje za deli uveljavljenih po večini moških avtorjev. Pa vseeno, z literarnega stališča, zakaj je njeno pisanje za sočasnega bralca, pa tudi za sodobnega bralca še vedno tako posebno, vredno branja in konec koncev zanimanja. Pa bi pri vas, da smo tudi začeli. Dobar dan, lepo pozdravljeni. Kate Šjontes je zame izjemno zanimivo odkritje. Avtorica, ki je povsem samosvoja, povsem inovativna v obdobju socialnega realizma, torej 30 let, potem tudi seveda kasneje v obdobju druge svetovne vojne še pisala. In tudi po vojni, tukaj moram malce korigirati zapise, je poskušala še kaj objaviti in je tudi objavljala. Tako da neka kontinuiteta obstaja, je pa res, da morda po smrti, potem je pa res bila pozabljena, ampak kot je že omenil Mitja, še vedno je aktualna. Zakaj je aktualna? Zato, ker nagovarja teme, ki nas se še vedno dotikajo, ki smo jim še vedno priča. Je seveda avtorica socialnega realizma, zanimajo jo družbene krivice in marsikatera od teh krivic je še vedno ostala. Negotova situacija, zaposlitve, ženske usode, ki so še vedno v današnjem svetu drugačne od moških usod. Vse to je tisto, kar mislim, da te bralke in bralce, o katerih je govoril Mitja, še danes nagovarja. Gospa Friedl, morda nadaljujemo pri vas. Morda mi dovolite, da povem, kako je prišlo do nekega izjemnega presenečenja. Ko sem dobila strani Mitje Čandra v roke to knjigo, nisem imela časa, da bi veliko brala, vendar pa sem začela brati in sem rekla, jo bom odložila in prebrala enkrat. Potem pa je bilo to branje navdušek. Mislim, da to pravzaprav pove čisto vse, kako neverjetno se lahko v 21. stoletju bere avtorica, ki pravzaprav opisuje neko socialno okolje, pred vojno 20. stoletja, in kako neverjetno je to okolje postane živo tudi za nas. In to gotovo iz dveh razlogov. Prvi razlog je v tem, ker odkriješ žensko avtorico v nekem literarnem horizontu, ki smo ga do takrat poznali, teh avtorjev tega časa, zgolj skozi moško pisavo. In ker pravzaprav avtoric v tem obdobju zelo veliko ni, ki bi bile etablirane, priznane, uveljavljene v literarni zgodovini. In z drugega razloga zato, ker je to neverjetno čustveno živa in doživeta literatura. Omenili ste, da veliko avtoric v tistem času ni bilo, kar je gotovo, pa zdaj malce špekuliram po eni strani, po drugi strani pa spet ne, povezano tudi z nekim širšim položajem, v katerem se je pač znašla in živela ženska tistega časa. Zdaj 30. leta so bila prepletena z nekimi vremeni, tako rekoč. Bi lahko malce umestili to obdobje za začetek, zgolj da si znamo predstavljati, se pravi čas, v katerem je Kate Šjontes ustvarjala, in se potem vrnemo na njene možnosti za objavo.
20. in 30. leta so zagotovo bila doba prevrata, doba različnih političnih idej, doba recimo konec koncev tudi zelo intenzivnega feminističnega in pa ženskega gibanja. Vendar pa, ko beremo njeno knjigo, se mi zdi, da njena knjiga predvsem dokument enega obdobja, ki ga zelo zaznamuje gospodarska kriza, ki ga zelo zaznamujejo socialne razlike. Namreč to je obdobje, neko gospodarska kriza pravzaprav povzroči izredno visoko brezposelnost. In to ne samo veliko in visoko brezposelnost med moškimi, ampak tudi med ženskami. S tem, da vse gospodarske krize pravzaprav imajo isti učinek in tudi v 30 letih to lahko opažamo. Torej, to je obdobje, ko se ženske vendarle nekoliko lažje kot moški še vedno najdejo zaposlitev v tovarnah, ker so enostavno slabše plačane. Zelo težko pa delo v državnem aparatu, v javni upravi. To so najbolj zanesljive, najbolj varne službe, ki so potem v 30 letih v glavnem namenjene moškim. In zato tudi poskrbi država za zelo različnimi ukrepi. Ali na ta način se ponovno pojavijo ideje, da se učiteljica, če ni poročena z učiteljem, ne more več, torej ne more nadaljevati svoje kariere po poroki, pa recimo tudi tako, da se na nek način omejuje uradnice. Mislim, da je tudi zasebne uradnice, kar je, mislim, da Angela Jontes tudi bila. Tudi do uradnic je to obdobje zelo neprizanesljivo, odpušča se jih, če se odločijo za nezakonsko materinstvo, in pa poleg tega se stalno pravzaprav poudarja, da je lahko zaposlenih v javni upravi samo določen delež žensk, ženske naj bi pravzaprav preprosto bile preveč na bolniškah, naj bi pravzaprav tudi manj delale kot moški in tudi zato je vsesplošen pritisk tudi na zaposlovanje žensk. Tako da, to doba pa vsekakor polna socialnih krivic, o čemer pravzaprav lahko beremo tudi v tej knjigi, ki sem jo sama pravzaprav prebrala na dušah in mislim, da je po svoje zelo dober dokument časa, tudi na nek način novi ver, ki osvetli ne samo usodo Angele Jontes, ampak tudi drugih žensk v tem obdobju. Ja, hvala. Zdi se mi zelo zanimivo to, kar ste omenili, in zelo relevantno konec koncev v smislu, da ponuja še eno perspektivo, skozi katero lahko beremo Angele Jontes, kar ste rekli, recimo, da so ženske po eni strani prejemale tiste službe, ki so bile manj varne, po drugi strani se pa jih morda ni zaposlovalo tudi z strahom na nosečnost, na porodniško, ki sledi in tako naprej. Mislim, da je to pač nek vidik, skozi katerega lahko vidimo še današnjo situacijo. Druga stvar pa je gotovo, kot omenjeno, neka nestabilnost zaposlitev ali pa celo nezmožnost ženske vstopiti v določene poklice. Tukaj spet lahko govorimo o pisateljskem poklicu, ki se v tem smislu ni razlikoval od drugih, pa se morda spet k vam obrnem kot predstavnici Slovenske matice. Zdaj, kolikor smo seznanjeni z zgodovino, je Angela Jontes svoje delo pošiljala tudi na Slovensko matico in bila od nje zavrljena na nek način. To je gotovo nek morda širši trend tistega časa, pa ne zgolj z Slovensko matico, ampak z različnimi založniki, z različnimi založbami. Je bilo to v tem smislu žensko vprašanje ali pač gre zgolj za nek izoliran primer? Mislim, hvala lepa za to vprašanje. Mislim, da ne gre za izoliran primer. Namreč, ko sem že pred časom prebirala arhive Slovenske matice iz predvojnega obdobja, sem opažala, da je kar nekaj žensk pošiljalo rokopise na Slovensko matico, Paulina Pajk in tako dalje, in da so jih bolj ali manj res tukajšnji odborniki dosledno zavračali. Potem pa sem seveda, zdaj, ko sem doživela to čudovito presenečenje z Angelo Jontes, pregledala tudi obdobje in njena dopisovanja prav z predstavniki Slovenske matice. Drži, 17. januarja 1938 je poslala z zelo lepim rokopisom na Slovensko matico pismo, da jim predlaga rokopis romana Zgodba današnjega človeka.
in da rokopis obsega 648 strani in omenja, da je to 15 do 18 tiskanih vodov. Vljudno je prosila za objavo in kot referenco navedla, da so bile njene novele in tudi listki že objavljeni v različnih revijah. No, potem pa se najde pismo, po podpisu se mi zdi, da gre za akademika Franceta Koblarja, ki je že februarja leta 1938 odgovoril. In ta odgovor kaže vendarle na neko, bi rekla, individualno lastnost akademika Koblarja, ki nekako niti ni znal, niti ni zmogel brati te ženske pisave. Namreč zapiše zelo ostro, skoraj da bi rekla žaljivo, da je posebej prvi del tako debelo naturalističen in brez čuta za primernost, da je grd. Nekatere osebe resnične so označene kar s kraticami, delo ni nepovestne življenjepis, zdaj navajam razne citate, pač pa snov za kakega drugega pisatelja, ne pisateljico seveda. Vidi se, da je na pisateljico močno vplivala naturalistična literatura, toda manjka ji obzorja in okusa. Delo je pisano v jeziku pol izobraženca. Toda brez znanja slovenskega knjižnega jezika, polno narečij, delo ni za matico. Škoda je, to pa napiše, da tolik prirodni talent nima prihodnosti, po tej poti ne, še zraven dodam. No, vsekakor si je želela objaviti očitno roman pri Slovenski matici, ker je leta 1940 poslala predelano različico romana pod naslovom Nikar človeka. In takrat je na srečo ta roman dobil v roke podpredsednik Slovenske matice Anton Slorjak, ki pa kaže veliko večjo sposobnost razumevanja in branja tovrstne literature. Celo piše, da je snovno zanimivo, mestoma novo, da je odlika dela snovni realizem. Zato je vrednost dela dokumentarična in ne estetska, to poudari, kajti povest ni oblikovana, je sunkovito vržena na papir kot obtožba ali pritožba. In poudari pa, in torej ne zavrne kar a priori objavo rokopisa, poudari, da izid tega rokopisa v knjigi bi pomenil svojevrstno sociološko dejanje, to, kar smo slišali prej, ki bi razsvetlilo in obrazložilo precejšen sektor slovenskega življenja, o katerem nimamo ne socialne, ne umetniške slike. In potem posebej poudari, da predlaga, da bi morda prebral še kdo, če bi se delo seveda jezikovno popravilo in predvsem so mu očitali tudi oblikovno nedovršenost, torej da nima te tipične romaneskne zgradbe. Celo zapiše tako, če pa hoče odbor izdati enkrat človeški dokument namesto umetniškega dela, mislim, da moram delo Jonteseve toplo priporočiti. Na osnovi tega njegovega zapisa je potem še enkrat rokopis popravljen iz leta 1940, pregledal Oton Župančič, ki prav tako poudarja določene odlike tega pisanja, ker Koblar ni v tej svoji, bi rekla, zazrtosti v takratno literarno produkcijo, ki je bila izrazito moška, očitno ni premogel tega horizonta preseči, pa Župančič vendarle poudarja, da je delo res dokumentarno vredno, da pa je treba korenitih operacij, krčenj, popravkov in da bi bilo potrebno tujega vodstva, na matici pa seveda ni nekoga, ki bi se tako žrtvoval. Tako da moram priznati, da ko sem, sprva seveda da odgovorim zdaj na vaše vprašanje, še samo na kratko, sprva sem seveda, ko sem videla to dejstvo, da je bila zavrnjen njen rokopis, tako je sklepala, še ena ženska v vrsti avtoric, ki je bila na matici zavrnjena predvsem zaradi te
bi rekla, tradicionalne moške organizacije, organiziranosti inštitucij, ugotovila, da pa je Slodnjak in deloma tudi Župančič, zlasti pa Slodnjak, premogel veliko več te literarne vrline in veščine, da je prepoznal neko vrednost določenega literarnega dela in da zato ne moremo kar a priori trditi, da so se rokopisi zavračali izključno samo zato, ker so jih pisale ženske avtorice. Ja, res najlepša hvala, da ste to korespondenco na nek način obnovili, ker je nismo poznali, no? Ampak gotovo iz nje veje več stvari. Najprej je to očitanje nezmožnosti uporabe slovenskega jezika. Meni se to zdi, mislim, ne moreš preslišati, no, na nek način, kar je nekako posledično povezano, to zdaj spet jaz špekuliram, z to razredno pripadnostjo. Zakaj? Ker ni bila literarno izobražena in to bi naj povedalo že veliko o njenem pisanju, o njenem zmožnosti, čeprav in nadarjenosti niso odrekali, ne, kot je bilo poudarjeno. Druga stvar pa je ta, da pravzaprav njeno delo so trdili nima literarne vrednosti, ampak ima neko morda dokumentaristično vrednost, ki pa je Slovenska matica v tistem trenutku ni zalagala. Gospa Mikluko Tomič, kje je ta literarna vrednost mogoče Vilčjondes? Ker danes pa jo prepoznavamo, čeprav jo je morda, mislim, jo je izziv definirati mogoče pri kateri zgodbi, ker je res izjemno, mislim, realistično popisovanje, celo naturalistično in pri takih delih, mislim, radi pademo na drugo stran, no? Ja, jaz bi se morda vseeno vrnila še v 30. leta malce širše, ker mislim, da nam to potem razloži tudi take oznake in taka mnenja. Predvsem 30. leta so bila tudi zelo ženska 30. leta. Pred mnogimi desetletji najbrž že je tukaj tudi na Matici potekal simpozij, pa zbornik je bil izdan, ki ima naslov tudi slovenska, mislim, da 30. leta. Ampak če ga prelistamo, so to seveda moška 30. leta na Slovenskem. Tako da, če to beremo, imamo občutek, da žensk ni, morda tudi zaradi tega, ker se je Irena fokusirala bolj na ta socialni moment, bi imeli občutek, da tudi jih ni v literaturi, da jih ni v znanosti, da jih skratka nikjer ni. To ne drži. Prav v 30. letih so bile ženske zelo aktivne, zelo prisotne na različnih področjih. Bile so to prve doktorice znanosti, kajti Ljubljanska univerza je takrat že toliko časa seveda delovala, da so na njej že doktorirali tudi ženske, celo prvi doktorat sploh na Ljubljanski univerzi je seveda zagovarjala ženska. Bile so prisotne na različnih poljih umetnosti, slikarstvu, plesu, glasbi, skratka, bile so uspešne novinarke, ki so urejale in izdajale svoje časopise. Bile so založnice, tukaj ne spomnim na založbo Belo-modra knjižnica, ki je izdala 7 knjig Zofke Kveder, Guido Jeraj, skratka, to je bilo obdobje, v katerem so se ženske že uveljavile tudi kot intelektualke. Niso bile samo delavke, niso samo teh vlog uresničevale, ki jih opisuje Vilčjondes. Je pa res, da takšne ženske so le redko našle pot v literaturo. Literatura takrat je seveda so v njej prevladovali pisatelji, ampak tudi tukaj bi malce razširila in bi opozorila, da pa so ustvarjale tudi ženske. So tudi objavljale, ne samo ustvarjale, v Modri ptici, kjer je tudi Vilčjondes objavljala, so objavljale tudi druge avtorice. Tam je objavljala Milena Mokorič, ki jo je tudi pred leti založba Beletrina, bi rekla ponovno, med nas popeljala. Ampak to je v bistvu literatura, tudi seveda Milene Mokorič, ki je literatura zelo izobražene pisateljice. Skratka, v 30. letih je nasploh v književnosti, ne samo pri nas, prevladovalo zelo intelektualistično pisanje. Tukaj ne spomnim na Bartola, na njegov esejistični način pisanja, na Juša Kozaka. Skratka, veliko je bilo refleksij. Če pa je socialni realizem se obračal recimo v
razrede, ki so bili deprivilegirani, pa je tu velikokrat bilo neko podeželje zelo daleč stran od Ljubljane. Tako da ženski liki, ki so prikazani v teh vlogah, seveda izkoriščanih, tudi seveda žrtev, so ponavadi nekje daleč, ne? So tam nekje v koroških hribih ali pa, ne vem, skratka, nekje na obrobju tega zelo urbanega sveta. Gail Chontez pa naenkrat v prostor literature postavi ženske, ki so tukaj blizu, ki so na Igu, ki so, ne vem, v Sibiriji, takratnem barakarskem naselju, Zeleni jami. In te ženske zdaj kar naenkrat pristopajo te meje, ki jih v literaturi avtorjev nikoli ne pristopijo. Tudi v literaturi avtorjev zelo, zelo redko, pri Mileni Mokovič skoraj da nikoli, ne. Tukaj se mi zdi, da je najprej ne sploh njena vrednost, sploh pogledati nekoga, ki ga do takrat ni v literaturi, pokazati, da te ženske niso samo žrtve, to se mi zdi zelo pomembno, niso simboli, kot je simbol, ne vem, ne v Samorasnikih, ampak so to ženske, ki jih ona zelo pogrbno predstavi, ki imajo dobre lastnosti, imajo pa tudi negativne lastnosti. Skratka, nobene idealizacije ni in to so tudi ženske, ki imajo, bom rekla, zelo preprosto spolno željo. Skratka, to so ženske, ki so jo pripravljene uresničiti. In to je pa neka novost v takratni literaturi in na to ni pogledano tako z vidika, kot to počnejo pisatelji, ker je to malo pikantno, ne, pa malo zanimivo za publiko. Ona jih res prikaže v celovitosti njihovega življenja, ne, kako v bistvu se njim življenje spremeni, ko pogumno, to pa je, ne, one pogumno uresničujejo to svojo željo, ampak seveda v takem svetu, kot je, v katerem so meščanske vloge zelo, zelo to obdobje, ko je slovensko meščanstvo na nek način, kot kaže Miran Mihelič, že v zatonu, ampak hkrati se pa te vloge zelo oprijema in tudi seveda od žensk zahteva to tradicionalno vlogo. Skratka, v tem smislu tematsko je to zelo prodorna, inovativna, sveža, bi rekla, za tisti čas književnost. Hkrati pa seveda ni v njej nobenega tega intelektualnega, dostikrat tudi, bi rekla, včasih kar intelektualizem zaradi intelektualizma. Skratka, ona želi res pokazati, kako te ženske živijo, tudi moški, seveda, tudi o njih piše, to se mi zdi še posebej zanimivo, ampak preko njihove govorice, preko njihovih besed in zato seveda tukaj ne more biti vedno knjižni jezik. Ampak ravno to je čar te literature, ne? Da nam jih res predstavi takšne, kot so, v tistem življenju, ki ga živijo, s tistimi besedami, ki jih govorijo. Skratka, ona pravzaprav ženskam da besedo, da govorijo, ampak so to ženske z obrobja, ker so neizobražene, seveda ne morejo govoriti tako, kot govori, ne vem, pri Mileni Mokorič, ne vem, gospa Forcesin, ne, to je en tak lep primer zelo intelektualističnega ženske, mislim, avtorice, ki piše na ta način. Tako da to se mi zdi, da je in da seveda ta dela so dokument časa, ampak hkrati so nekaj več, ne. Zato ta očitek Slodnjakov in Župančičev, mene pravzaprav ne preseneča, Župančič je enako trdil za Misterij žene, da to ni literatura, ne. In jaz sem vedno iskala naslednico Zofke Kveder, pa je nisem našla v Mileni Mokorič, čeprav nekateri imajo za naslednico. Prava naslednica, tista drzno drugačna avtorica 30 let je seveda Gail Chontez. Ja, najlepša hvala, se mi zdi tudi pomembno, da ste izpostavili ta tematski prodor, ki ga je naredila, pa bi se morda Srečnik malo vam obrnila spet. Namreč omenili ste, da smo mogoče že v tistem času je bilo ženska iz obrobja, ki je neposredno pri nas, se pravi torej iz nekako predmestja Ljubljane, ni zmogla literaturo. Zakaj? Zato, ker je bila mogoče ta revščina, ta deprivilegiranost preblizu. In se mi zdi, da to je nekaj, kar še vedno počnemo, konec koncev portretiramo
neko morda bedo, ki je daleč od nas, zato ker tiste bede neposredno ob nas ne želimo videti. Bi lahko morda zgolj orisali, kako je izgledalo predmestje Ljubljane v tistem času, se pravi z tega socialnega vidika. Ja, torej v 30 letih seveda so velike socialne razlike, ne? To je obdobje barakarskih naselij, to je obdobje Sibirije, gramozne jame, barak za Bežigradom. Zraven teh barak za Bežigradom pravzaprav rastejo tudi žive. Torej na prvi pogled je že to veliko neskladje. Zdaj, smo seveda zraven tudi neka bolj primestna okolja, recimo Kurja vas. In ko sem zdaj poslušala Katjo, sem se potem pravzaprav spomnila tudi na Ivanko Klemenčič, ki pa je tudi iz Kurje vasi, tudi ima za sabo dokaj težko življenjsko zgodbo. In njej kasneje, ko prevzame uredništvo Slovenke, vrsta avtorjev pravzaprav očita, da je neizobražena, da ima opravljeno samo nekaj razredov osnovne šole, da tega dela absolutno ne more opravljati. Ampak Angela Jonte se mi zdi to preseže. Angela Jonte, kot je omenila Katja, je zgodba o uspehu. Ona preseže ta nasprotovanja socialne razlike in izdaja literaturo, ne glede na vse. Tako da, ja, tudi v 30 letih pa seveda Ljubljana še vedno ima zelo bogato primestno okolje, Trnovo, Mirja, takrat pravzaprav rastejo odbije katoliških intelektualcev in zraven seveda predvsem bolj revni bivanjski prostori. To je čas, ko se pravzaprav tudi poskuša na vse mogoče načine rešiti to problematično, torej stanovanjsko vprašanje. Namreč še v začetku 20. let številni begunci, ki pridejo iz Primorske, živijo v vagonih. In to so tudi, obstajajo slike te bede, ki se pravzaprav poskuša reševati v 30 letih, ampak zelo neuspešno. Namreč ljubljanska občina takrat rešuje to stanovanjsko vprašanje pravzaprav na ta način, da gradi kot elitne soseske. In tudi ta zasebna iniciativa gradi bloke, kjer se nahajajo tudi recimo posebne sobe za služkinje in tako naprej. V istem obdobju, v Rdečem Dunaju, se recimo takrat gradijo dejansko zelo obširne stanovanjske naselja, pravzaprav kar skupnosti, ki obsegajo tudi vrtce, igrišča in vse, kar pravzaprav so zraven. Namerno recimo na teh blokih na Dunaju tudi recimo okrasijo pročelja, da bi ti brezposelni delavci in rokodelci imeli dodaten zaslužek. Nekih podobnih pobud tukaj v Ljubljani torej ni, zato se tovrstna stanovanjska vprašanja rešujejo zelo parcialno, v najboljšem primeru, tako da se recimo da ljubljanska občina na voljo les, da se potem zgradijo barake. Da v bistvu nek obliž zagnojeno mesto. Tako. Namig, mislim, nekako ste zakorakali že v moje naslednje vprašanje, mislim, da je zelo pomembno, da se tudi tega dotaknemo. Namreč, ko govorimo, pišemo, razpravljamo o avtoricah, ki jih več ni med nami, pa konec konca tudi o avtoricah, ki še vedno so, se radi zapletemo v neke take nitke, pademo na nekih kamenčkih v resnici, se pravi, da zapadamo tisto najbolj morda ekskluzivno temo in jo potem glodamo v nedogled, medtem ko bi morali, mislim, obvezno ta čas izkoristiti za debato o literaturi in pa nekem dejanskem udejstvovanju avtorice. In mislim, da do zdaj nam je jasno, da smo morda to storili tudi pri Angeli Jontes. Pa bi pri vas, Katja, začela, pa potem nadaljevali. Kaj so pravzaprav zdrsi, ki smo jih že naredili zdaj in jih moramo konec koncev v nadaljevanju popraviti?
Ja, mogoče za začetek bi kar parafrazirala Simone de Beauvoir, ki je seveda v svojem znamenitem delu Drugi spol zapisala, da moškega lahko mislimo brez ženske, ženske pa brez moškega ne. Ampak zgleda, da je ne moremo nikoli misliti brez ničesar, ne, zgolj kot jo samo. Vedno jo moramo misliti v razmerju do nečesa. Naj si bo to nek režim, ki jo je izkoristil, jo naredil za žrtev, oziroma mi naredimo potem za žrtev. Naj si bo to nek moški, s katerim je bila v razmerju in vedno omenimo, da je bila žena nekoga, ne. Redko kdaj pa so to enako pomembne ženske, kot so tisti moški, povemo, da je bil pa on njen mož, ne. Včasih jih postavimo v razmerja celo do živali, je prvo, kar o njih omenimo, ne da so bile dobre slikarke, ampak da so imeli, ne vem, lep odnos do mačk, ali pa niso dobre pesnice, ampak imajo, mislim, so dobre, ampak še prej povemo, da imajo rade mačke in tako naprej, ali pa, ne vem, filozofinje in podobno. Tako da seveda ni presenetljivo, ne, da tudi nek morda malce bolj v želji po bralnosti, diskurs je izpostavljal, potem tako kot pri vseh drugih skoraj da pisateljicah, zdaj bi težko se spomnila kakšne, kjer ne bi takoj nekega razmerja do nečesa odkrila. Tudi seveda pri Gelčionte, seveda tudi tukaj so bile narejene napake, ki so seveda, tudi če dokumentarno pogledamo, če začnemo, kot smo omenili, veliko arheološkega dela, vidimo, da pač preprosto ne drži, da se je tragični dogodek, o katerem smo brali, zgodil, ko je bila tako rekoč še deklica, ker je pač bila že odrasla oseba. Potem ne drži, recimo, da je dala hčerko v rejo, oziroma da jo je vzela socialna služba. Skratka, to je tako zelo izpostavljeno, pa se mi zdi, da veliko več bi morali o drugih stvarih govoriti, tudi v kontekstu Gelčiontes. Tako da tukaj ni nič posebnega, to je neka praksa, ki je očitno uveljavljena in se tudi žal v tem primeru nismo mogli izogniti. Celo pa moramo korigirati določene prehitro očitno zapisane v tem smislu izjave. Ampak upam, da morda več o tem zvemo potem v drugem delu še od družine, ker tudi jaz sem imela ta privilegij in priložnost, da sem se o njej pogovorila še na drugačne načine z gospod doktorico Koželj. Ja, hvala. Mislim, kar nadaljujemo, mogoče še kakšno besedo o tem, ker vseeno se mi pa, mislim, kot ste omenili, seveda tega ne bomo postavljali v prvi plan, ampak mislim, da zdaj ni, mogoče je prepozno, ampak mislim, je pozno, ni pa verjetno prepozno, da opozorimo na lastne napake in pač poskušamo v prihodnje postopati drugače. Ja, ker ste omenili, Katja je odlično govorila o arheologiji, seveda je potrebno tudi literarni vedi to arheološko, bi rekla, metodo uporabljati. Torej, ko sem jaz govorila o njeni literaturi in kako so gledali na njo, govorimo o romanu. Pred nami, kar poznamo trenutno in natisnjeno, so njene kratke zgodbe, ne? Tako da pri romanu je dejansko bil očitek te zgradbe in same romaneskne zgradbe, medtem ko, če smem zagovor povedati, seveda Oton Župančič posebej poudarja, da je pri notranjih doživljajih, tudi erotičnih, čudovito odkrita, originalna, presenetljiva, elementarna in dokumentarna. Torej, to pomeni, da ima po vseh teh, da jih tu priznavajo imenitno občutek predvsem za to skico, čustveno, emotivno skico človeka, ki pa je značilna za krajše prozne oblike. Tako da res moramo z vidika literarne zgodovine ta rokopis, če se je resnično našel, romaneskni, prebrati in pogledati, koliko je bila seveda pa sposobna avtorica tudi za to romaneskno zgradbo, ki zahteva neka druga literarna pravila, preden damo neke upolne zgodbe. Kar pa zadeva seveda same kratke zgodbe, moram priznati, da je res izjemna avtorica, da je njena odlika ravno v tem, da tudi ko slika ženske like, to kar je rekla Katja, jih pokaže vse njihovi tudi negativni luči,
v ta lik Johanse, kako te njene strasti po biti nekaj, imeti nekaj. Ne? Skratka, to je res izjemna odlika, da avtorica premore toliko, bi rekla, ženske samokritike v tistem času, ko je bila ženska že tako in tako zaničevana in se je mogla na nek način literarno etablirati. Ne. Tako da to kaže na njeno izjemno sposobnost avtorefleksije, tudi literarne in pa seveda tudi osebne. Izmed teh zgodb, ki so pred nami v zbirki Sreča na črepinjah, je presudljiva tudi kratka zgodba Krik v Krakovski ulici. Opisuje namreč blagajnika Jožeta Klinarja, ki nekako je nek uradnik in seveda neizživet slikar. In tu v tej zgodbi sem nekako hodila z Gelčiontes po njeni pisateljski in literarni poti. Skratka, da kljub vsem talentom, kljub vsem želji, da bi se uveljavila tudi kot avtorica, ona se sicer je, ne, veliko bolj kot ta slikar, ki ga tu opisuje, ampak vendarle je tisto dejstvo, ne, da on na koncu tudi vrže to platno in je to, da je bilo, ki ga pa ne smemo pozabiti, da je pa bilo ogromno avtoric dejansko, in to je problem tistega časa, ogromno avtoric ravno zaradi teh zavračanj, ki so jih neprestano doživljali, je prenehalo svojim literarnim ustvarjanjem. In zato moramo toliko bolj dragoceno čuvati in danes znova osvetljevati tiste stvari, ki so nam ostale. Zato seveda naj na tem mestu izrečem, da je Slovenska matica pripravljena popraviti to krivico in seveda z določeno redakcijo, ker moramo najprej rokopis videti, izdati tudi roman. Hvala. Zdaj se sprašujem, kako hitro, lahko bi se pogovarjali v dneva in dneva še in mislim, da se še bomo, ne, gotovo, z nadaljnjim raziskovanjem in vsem, kar bo prineslo. Mogoče bi s tem poskušala zaokrožiti našo debato, se pravi, kako daleč smo, kakšne so naše perspektive, kaj o Gelčiontes še moramo izvedeti in koliko branja njenih del si še lahko obetamo na nek način. Smo v procesu iskanja, pravzaprav ne vem, katero naj pogledam, katero naj to vprašam. Gotovo vsako čisto pomalo, zato ker mogoče z vami začnem. Ja, torej vsekakor, jaz kot zgodovinarka seveda bi začela iskati pričevanja, kar mislim, da Katja že počne, korespondenco, časopisje, mogoče tudi popise prebivalstva in kako se sledi razvoj njene življenjske usode skozi posamezna desetletja. Tako da mislim, da je še veliko pred nami in veliko še lahko odkrijemo. Ja, seveda, njeno življenje bi rekla, da je zanimivo, zato ker nam ponuja vpogled v čisto drugačno žensko življenje. Torej, življenje ženske, ki se je odločila, da bo šla po svoji poti in je dejansko šla. In jaz mislim, da kljub temu, da je bilo zelo težko, o tem smo se zadnjič zelo pogovarjali, je to zgodba o uspehu, zato ker je živela tako, kot je hotela. Cena je bila zelo visoka, ampak ji je uspelo, ni naredila samomora kot številne umetnice, ki se zlomijo pod takim bremenom. Tako da samo življenje moramo bolje odkriti, razkriti. O tem je tudi nekaj gradiva v rokopisnem oddelku. Jaz sem našla recimo njene prošnje za nekaj bi rekli danes štipendije literarne, ko se je zavzemala za boljši prostor, živela v delavskem domu, v tistih sobicah. Skratka, neko drugačno žensko življenje se nam lahko sestavi, če te drobce sestavimo v novo zgodbo, ki pravzaprav sploh še ni bila napisana. Predvsem pa moramo seveda njena literarna besedila zbrati in to je tudi arheološko delo.
Pri Mari Tavčar, ki je edina o njej pisala, sem zasledila, da je objavila neko delo, po katerem so ji bila zaprta vrata vseh uredništev. Zelo težko sem našla to delo, upam, da sem ga našla, nisem čisto prepričana. Ko sem ga prebrala, mi je bilo jasno, da je najbrž gre za to delo. Hkrati sem našla še 2 besedili in ko sem danes, ker sem zelo to na hitro delala, poskušala najti 3., nisem več našla. Hočem samo povedati, kako težko je ta dela zbrati, dejansko nekdo mora, tukaj nam niti digitalizacija ne pomaga, nekdo bo moral iti čez vse številke jutra, čez Modro ptico mogoče ne, ker je to boljše digitalizirano, ampak to, kar je raztreseno po časopisih, to moramo preprosto ponovno zbrati, ker šele takrat v bistvu se nam bo sestavila zgodba o njeni literarni moči do konca. Zdaj jo slutimo, zdaj vemo, da je bila, ni dovolj dokazov je, da je obstajala, ampak vse globine, pa zato pa nas čaka pravzaprav toliko dela, da se jaz bojim, da bi morali imeti nek projekt. Koliko pa so financerji takih projektov naklonjeni tem temam, bomo videli. Ampak veliko delo, ki pa, jaz sem prepričana, bo dalo zelo zanimive rezultate. Mogoče samo za konec nekaj, kar ni bilo izpostavljeno, pa kar se je meni ves čas ob tem branju, zakaj si mogoče tudi ta dela še vedno beremo z zanimanjem, zato ker je v njih toliko empatije, nekega sočutja. In to sočutje se zdi, da vendarle še lahko čutimo, če nagovarja tudi današnje bralce in bralke. Tako da tudi z tega, zato jo berimo spet. Ja, rada bi poudarila, da me je Miklavž Komelj opozoril na neko dejstvo, kar sama nisem šla, priznam, še primerjalno brati, da so bile tudi njene zgodbe, ki so objavljene v revijah, še veliko bolj erotizirane in deloma za knjižno izdajo popravljene. To je ravno o tem, o čemer je govorila Katja, da so morale ženske na nek način stopiti nazaj, zato da so lahko sploh potem do neke knjižne objave prišle. Tako da ta arheologija bo seveda obsegala tudi pri tej ženski pisavi zelo zanimiv primerjalni vidik. Med tem, kako je seveda te zgodbe, ki so bile potem knjižno izdane, seveda jih je pa vrste, ki niso bile, kako jih je morala tudi ustrezno korigirati, pa vendarle ohraniti to svojo lastno avtorsko pisavo. Posebej pomembno se mi zdi izpostaviti dejstvo, da slovenska literarna zgodovina se bo čim prej morala vzpostaviti to, kar je rekla Katja, tudi literarno arheologijo na nek način, ki bo dobila kompetentne podlage in raziskave. Namreč, kako zelo pomembne so te ženske za naš čas, se morda niti ne zavedamo. Spomnim pa se, da sem nekako sama do te zavesti prišla, ko sem gledala film Sufražetke. In sem si rekla, včasih so ženske dejansko umirale, žrtvovale svoje življenje, svoje družine, svoje otroke, vse so žrtvovale za to, da bi danes današnje ženske živeli drugače. In zato je to klic vsem nam in zaveza vseh nas, ki smo tukaj, da vendarle en počastitev na spomin na take ženske, med katerimi gotovo bila s svojim posebnim načinom življenja in pisanja tudi večji odres, da ta spomin počastimo mi, ker ga nihče drug ne bo. Ja, najlepša hvala in mislim, da super misel za konec, ki bi mogoče dodala še samo en svoj nedeljni košček. To pa je, da bodočih ustvarjalk ali pa ustvarjalk današnjega časa ne hvalimo po nekih korespondencah in jim morda načeloma priznavamo neko nadarjenost, ampak da se ta nadarjenost izkaže tudi z možnostjo objavljanja in da počne ta zgodovina ter finančne organizacije. Tako, najlepša hvala vsem sogovornicam, zdaj pa bi besedi povabila še gospod Žet. Hvala, jaz si bi
Ja, dober dan z moje strani. Verjetno se od mene pričakuje, da pa od Etikiječ povem kaj bolj osebnega, a ne kako sem ga jaz doživljala. Tako bom za začetek rekla, med nama je natančno 50 let starostne razlike. Pa vendar, ona je bila, ko sem bila pač otrok, je bila izjemno dobra in ljubeča teta. Kasneje pa v mojih najstniških letih, ko smo pač bile še skupaj, moram reči, da je bila pred časom in če bi to bilo danes, jaz bi rekla, da je bila ona ena faca. Ona je bila dejansko pred časom in moji pogovori z njo so bili tako, kot bi se pogovarjala, ne z mamo, ampak kot bi se pogovarjala z eno mogoče malo starejšo prijateljico. Drugače pa naša teta Gerč, ona ni bila neka osamljena duša nekje tam v eni sobici, pač pa je imela precej široko socialno mrežo, kot ste lepo opisala, ne, s kom. Na vsak način pa smo tudi mi doma poznali, vsaj po pripovedovanju, to omizje v kavarni Unijo, ki je bila vsak večer. In potem je prišla k nam in smo se potem je pripovedovala sestri, torej moji stari mami, kaj so se pogovarjali, da je bilo tam in tako. In žal tudi tam je končala. Ona je odšla en večer iz tega kroga, iz kavarne, in je na Nazorjevi, ko je šla proti domu, padla skupaj in je umrla zaradi miokardnega infarkta. To je bila zadeva, ki je mene izjemno prizadela in bi rekla, da je za kar nekaj časa pustila na meni precej enega, kako bi rekla, precej rane. Pravzaprav, jaz sem kot otrok bila odločena, ker sem bila veliko bolna, odločena, da bom zdravnica. Z njeno smrtjo, to se pravi, ker sem bila jaz v 3. gimnaziji, pa moram reči, da me je od tega to tako zelo odvrnil. Vendar pa potem seveda ta želja premaga in sem tudi to premagala. Pa še to bi rekla, recimo, ona je bila del naše družine, vse kasneje bo Marjan več povedal, to je le bila njegova stara mama. Ampak ona je bila del naše družine, to se pravi, k nam je zahajala, to je bila moja stara mama, je bila njena sestra. Velikokrat smo bili za praznike, za božič skupaj, na vsak način je prišla po vsakega prvega in je vsakmu od nas prinesla neko darilo. A so bili bomboni, ena čokolada, karkoli. In ko je odhajala, si vedno tako enega prižgala in je rekla, no, adijo, otročički moji, pa je šla. Tako, bom rekla, živela in nekako skupaj z našo družino, seveda jasno, tudi seveda Marjan Pojakov Brnej. Tako da tudi to, da pravzaprav je ona, kako bi rekla, kljub temu, da se je nekje, da je pač Marjanova mama bila v reji, je bila ona z njo vedno v stiku, a ne Marjan. Tako da to je bilo pravzaprav neka nuja je bila. Če bi to danes bilo, ena samohranilka ima neko pomoč, takrat pa sam še slabše, kaj še ne pomoč. Tako da jaz moram reči, da imam na to našo teto Gerč izjemno lepe spomine in ta slika je prišla v hišo, jo je ona prinesla mojemu staremu očetu. In ta slika je zdaj v moji dnevni sobi, poleg slike moje stare mame in pa moje mame, ki pa moje mame, tako da imam jaz tam eno tako steno za svoje ženske, kjer ima seveda ona veliko vlogo. Samo to bi rekla, da današnji dan je zagotovo njen najsrečnejši dan. Res, hvala vam vsem, da ste jo ponovno prepoznali in da se tako zelo brigate tudi za njeno dediščino. Hvala lepa.
dan vsem. Jaz nisem tako dober govorc, ker so vsi moji predhodniki, tako da na mojo oglasnost govora bi se kar pridružil, da je nekako nasledil sem jo odveč. Ja, bi se pa najprej res zahvalil za tole in organizacijo in pa sploh tole vlogo, za tukaj nisem spretno, da je to izpeljano. Bi imel pa sam eno pripombo, tukaj je namreč na Angelo. Angela je bilo za Gerč nekaj, ker nisi smel reči nikoli. Jaz ne vem, jaz si že ti povedal, ker nisem povedal, ampak v glavnem, jaz, kadar sem bil tako malo žlek v tistih letih, sem pa rekel, no, Angela, to je bilo pol tiste, to pa ne bom pustila, da mi govoriš. Tako da, ja, kaj povedati? Jaz mislim, da je Mirta zdaj že precej teh družinskih zadev povedala, skledali, kot sem tole slišal isto pri nas. Mene rada vse otroke, ki so se pulc podili, tako da vsi so dobili cukre, ki so se pulc podila, tako da v bistvu zelo, bom rekel, neka socialna oseba, kljub temu, da v bistvu izredno skromno, finančno, bom rekel, bolj napodno kot ne. Tako bi pač njeno življenje celo. In jaz mislim, da glede na to, da ni imela niti izobrazbe formalne in da v bistvu se je dejansko življenje bil zelo, zelo težek, je imela pa ta plus je pa imela, da v bistvu je lahko, bom rekel, zdaj pa tako, ona je lahko ohranila tak videz, kot ga je imela. Ker dostikrat nas v bistvu formalna izobrazba zahteva nekaj povpitosti, neke formalne zadeve, zahteva neko obnašanje, neke vrste našo transformacijo in nismo v tistem momentu nismo več mi, Tako da ona je to ohranila in moram reči, da kakor imam jaz v spominu, izredno lepo moram reči, je v bistvu živela izredno skromno na frančiškanski oziroma Lazarjevi gor v eni sobci, kjer je bilo vse skupaj en posla je bila noter, en stol, nekaj. Tako da vse skupaj mogoče 5x2 metra, 7x3 meter, nekaj, nič. Celo življenje se je umivala v enem lavoščku tam, voda je pogrela na kuhalniku in tako je to izgledalo. Njeno življenje celo, tam tisto, kar sem jaz videl v Lazarjevi. Tako da izredno čista ženska, izredno čista, mislim tudi oblečena, tako bom rekel, čisto. Tako da, tak je bil tudi njen nekak, dejansko dost čist, ampak dost natur, da rečem, ni bil pa sofisticiran in verjetno so vsi te pomisleki pri izdajah, so izhajali iz tega problema. Tako da, ja, mogoče še določene druge zadeve, poleg tega, da se je s pisanjem ukvarjala, je v bistvu Gerč tudi se malo s kiparstvom ukvarjala. To ne vem, če je znano stvar. Pa tudi slikarstvo, oboje. Zapustila je, po moje, en tak pok je bil, ki se je pol raztresel, slike, ki niti niso bile ukvirjene. Slikala je na svilo, z oljem na svilo. Motivi so bili pa od meščanskih motivov do indijskih božanstv, do modernih zadev, ki so se, recimo Mandela je tudi narisan, poletne luno, vse take zadeve. Tako da v bistvu ženska, ki brez formalne izobrazbe, ampak raziskovala je svet, bom rekel, tistem, to, kar ga nekdo lahko raziskuje. In tisto, kar ste menila, da je bila nekako dosti natur, to drži, to je dejstvo. Kaj še povedati, ne je tazga? Zanimivga. Mislim, veliko takih zadev je dala, res skozi. Ima samo še kaj tazga, ki je še kakšna tako asociacijo. Odnos z vašo mamo mogoče? Kako? Odnos z vašo mamo mogoče? Odnos s mamo. S mamo je bil odnos tako, bom rekel, Gerč je hodila na obisk, pravzaprav, ne bom rekel na dnevni bazi, ampak vsaj vsak teden je bila sigurno pri nas. Odnos je bil tak, da sta se običajno, je to se začelo zelo lepo, pol je pa stvar začela običajno konfliktirati, tako da pol Gerč običajno je odjadrala, prižgala cigaret in odšla. Tako da
Ja, niste, bom rekel, bila sta v izredno lepem odnosu, no, ampak tudi takem konflikten, hči in mati, nekaj, ne bilo skozi. Zjavno sta se razumela, a ne? Ja. Tako da... Janis je oče vaš. Kako? Janis je oče. Janko je počel, tako to ne imaš. Ja, seveda. Poslušal. Seveda. Janis je bil njena mladostna ljubezen, ne? Mamina. Ja. Kako se je pa gledala ne kot napisateljica, se je sploh razmišljalo o njej takrat še na stara njena starejša leta? Kot o pisateljici? Ja, ker vendar takrat ni več te kariere bilo, verjetno, ne? Ne, jaz mislim tudi, jaz ne vem, sicer, če sem čisto odkrit, jaz ne vem, kdaj je ona pravzaprav zapustila to pisanje. Jaz vem, da se vse neki zapiski, ne, če, bom rekel, valja, da tako rečemo, narekovaji, po Marah, ne, po njeni smrti, jaz pa moram reči, da jaz sem za tega sledil, niti ne vem, kdaj je to pač zginalo, koliko je bilo njenega, koliko ni bilo njenega, ne vem, moram reči, da ne vem. Tako da po moje, jaz mislim, da je ona v bistvu tole kariero pisanja zaključila, mislim, da se je posvetila drugim zadevam, ampak moram reči, nikoli se nisva pogovarjala, zdaj sem bil premlatite, tako da bi se take zadeve takrat ne zanimajo, ne. Drugač pa jaz mislim, da recimo tiste slikarije, pa tiste, ki se je pol ukvarjal, mislim, da sega rečemo tam v srednja 60. leta, nekako tam nekje, mislim, ko se spomnim za tiste slike nekako pocaknjene. Predtem se je pa s kiparstvom, sicer iz gline, ne, in bojo dala žgati. Tistih je raznih glavc, nekih aktov, nekaj, ne. Tega je kar nekaj, moram pa reči, da se je veliko se porazgubali, jaz mislim, da nekaj je pri vas, Nekaj imam, ja, jaz doma točno sem zaško zabijave, nekaj take male glavce imam, mislim, da je, v glavnem glavce, no, vem, ampak je taka res lušna. Ja. Dobro, to je bolj prinesla, ja. Ja, tega. Rečemo pa jaz tudi doma nimam, kar se ki imaš, te bogove na indijske bogove, na silo pa imam, ja, sem pa sam tudi Ja. Ne, 3 imam. Tako da, ja, dost, bom rekel, dost širok repertoar. Jaz se pravim, če bi jo mogel karakterizirati, bi rekel, ja, pristni bojem, ne, bojem, ki ni, ampak bom rekel, bojem še v nekem dobrem kontekstu, to se pravi, ni bila zapuščena, pa nekako, ampak tako je bila res pedena, ne. Tudi tiste stvari mogoče, ki niso čisto poznane, ampak jaz mislim, da je bila je neka gospa tukaj, tudi na stara leta, ki je hodila v Union tudi. In pa jaz se zdaj ne spomnim, ni bila po Beraji, ampak nekaj podobnega, ne moram se spomniti, neka gospa, ki je bila zgrbrena, je imela, vem pa, da je znala italijansko, jaz sem dobival pol tiste neke stripe preko nje in da v bistvu bilo debate, nekako sem imel občutek, saj zdaj se nazaj spomnim, da so bile debate tudi malo politične pa take. Tako da, bom rekel, ni bila kot, ni bila 100% angažirana v to, ne? Ampak dejansko to jo je vse zanimalo, svet jo je zanimal, iz vseh možnih zornih potov, pač to, kar je lahko ona prosperirala, mislim, glede na socialni pa družbeni status, kar je imela. Tako da, ja, še kakšna taka mogoče, če bi kakšen hint, da bom še kaj povedal. Kaj pa je o kakih drugih pisateljih zdaj govorila, o umetnikih? No, to ne, ampak ste mi pa spomnili zdaj na nekaj drugega, ne, namreč tole, kar ste prej govorili o raziskovanju, ne, njenega življenja. Mislim, da glede na to, da ni imela formalne izobrazbe, jaz mislim, da je celo knjižnico prebrala, ne, ampak to definitivno, ne, brala je ogromno. Mislim, to se je kar grmalo. Tako da ne vem, če obstojajo v arhivih kakšne te zadeve, še bi se celo verjetno dal pobrati, ne vem, ali to obstoja, ne. Te sposojanja, ampak ogromno branje. Mislim, da ni imela nobene knjige doma, vse je bilo iz knjižnice, ampak... Se ni mogla kupiti, ja. Ne, pa mislim, da je bilo vse problem, ne, tako da zakaj bi v bistvu kupoval, ker jaz se še danes držim tega, mislim, da zakaj bi kupil, če se lahko sposobaš. No, le daj. No, dobro. Ja, no to je tako, ne, vsem nekdo nas snima, slučajno naš.
najlepša hvala, no. Tako uvid nam res mislim, Veliko. da tisto, česar ne bi mogli biti heterogene, tako da hvala res obema. Zdaj pa, če še postojimo tukaj malo, pa se še podružimo, pa še lahko kdo tudi kaj vpraša, prosto, tako da. Hvala vsem, da ste Mene zanima, kje je ta rokopis tega romana? Aha, ja, to je rokopisni model Ponuka pod njeno zapuščino, ni pod kakšno drugo, je prav njena zapuščina. To v bistvu je neka kasnejša verzija, ki se imenuje Galilejevi. Nima naslova, kot ga je Ignacija omenjala, ampak je očitno kasnejša predelava ali pa morda samo drug naslov, ker je avtobiografsko, vse to, kar pišejo te recenzenti, je razvidno, pa veliko je njenih novel tudi, precej obsežna zapuščina je. Kako pa to, da se zelo sploh prišel v Ljubci? To je kupil v bistvu tale antikvariat, mislim, da današnji Trubarjev, in antikvariat je potem prodal to Ljubo. Kako je pa v antikvariat, pa ne vem, to bi pa mogoče gospa Stanca ali še kdo, ki je takrat tudi prevzel. Relativno pozno je prišlo. Ja, pa tudi v drugih, recimo, predvsem Mlakova zapuščina še vedno ni popolnoma urejena in tam so njena pisma, recimo, tam so tudi, mislim, da je prav tam ta prošnja, oziroma nek taka pritožba, da si želi dobre pogoje bivanja, skratka, da je bojevica. To je razvidno že iz teh drobcev, ki so se razvidili. Hvala še enkrat vsem, evo, še malo postojimo, ne? Zunaj, ja. Evo.